Za samo aktivacijo ukaza Move na orodni vrstici je potrebno, da naš objekt najprej izberemo. To bomo storili tako, da bomo z levim klikom miške potegnili preko našega objekta. Sedaj lahko vidimo, da je naš objekt selektiran z vseh strani. Ukaz Move lahko aktiviramo s klikom na ikono, ki prikazuje puščice. Nato kliknemo na objekt in ga premikamo v smeri, kot si mi to želimo. Orodje Move prav tako uporabljamo za ustvarjanje kopij. Samo pritisnemo tipko Ctrl in SketchUp bo samodejno naredil duplikat. To je zelo koristno za ponavljanje elementov, kot so stebri, okna, tramovi ali stopnice. Drugo orodje je Rotate in z njim lahko obračamo objekte okoli določene osi. Kot pri ukazu Move, tako je tudi tukaj potrebno najprej izbrati objekt. Nato aktivirati ukaz Rotate na orodni vrstici. Zdaj je treba izbrati os, okoli katere bomo rotirali naš objekt. V tem primeru naj bo to os Y oziroma zelena os. Ko izberemo os, je potrebno poiskati želeni kot. Kakor pri ostalih orodjih, lahko vnesemo točno število stopinj. V tem primeru naj bo to 40 stopinj. Rotacija se pogosto uporablja v arhitekturi. Recimo, ko postavljamo strešne elemente, pohištvo pod kotom ali obračamo komponente glede na stene. Tretje orodje je orodje Scale, ki nam omogoča spreminjanje dimenzij objekta. Prvo je treba selektirati objekt. Nato ga aktiviramo s klikom na ikono na vrstici. Ko aktiviramo ukaz, se prikaže mreža z majhnimi zelenimi kvadrati. To so ročaji za merilo. Z vlečenjem ročaja spreminjamo velikost v določeni smeri. Če pritisnemo Shift, se objekt skalira sorazmerno v vseh smereh. Če pritisnemo Ctrl, središče skaliranja ostane v sredini objekta. To orodje je še posebej koristno, recimo, ko želimo hitro spremeniti višino stene, prilagoditi velikost pohištva ali popraviti proporce modela. Torej, z orodji Move, Rotate in Scale lahko popolnoma nadzorujemo položaj, velikost in usmerjenost vsakega elementa v modelu. Ta tri orodja so ključ do natančnega dela v SketchUpu za pravilno pozicioniranje vseh delov arhitekturnega projekta.